Tip je odigral 29 tekem za Dallas. 29. In zdaj so ga prodali. Če gremo leto dni nazaj, ker je v bistvu skoraj točno leto dni nazaj, iz LA Lakersov v Dallas, 29 tekem v celem letu, praktično dobenega vpliva, ker se je non-stop, poškodoval se je, bil poškodovan in tako naprej, in zdaj v Washington Wizards. A pa daj no mir. Res velika smola za kaliber igralca kot je Anthony Davis, ampak hej, roko na srce, preveč je poškodovan, ne moreš niti dosti dobiti za njega, kaj posebnega pričakovati od njega. Nasprotno smer ajde Middleton, Marvin Bagley, tretji tale, ko je bil izbran v bistvu pred Luko, A.J. Johnson, Hardy se bo pridružil Davisu v Washingtonu, pa še neki igralci in pa neke pike še dobi Dallas, ampak kaj je to? Kakšen čuden trade se ob takšnih dnevih, ob takšnih menjavah še bolj pokaže, se pravi trade Luka Davis, ne. Vsi pa čakamo, kaj bojo storili Lakersi. Roko na srce rabijo izboljšati postavo, morajo izboljšati moštvo, če hočejo biti konkurenčni za prstan, v tem trenutku po mojem mnenju niso. Dobra stvar je, da se je Austin Reeves vrnil, bomo videli, kaj bo, ko se vrne v ritem. In to je to. In vaši občutki ob menjavi? Spodaj lahko malo pokomentirate. Jaz ne morem reči, da me je nekaj posebej šokirala ta zadeva. Je pa za debatirati, no. Res mi je neverjetno, kako so se zafrknili pri Dallasu, ampak ni zato toliko krivda teh, ki so v tem trenutku, vse vemo, ampak Harrisona, ne. Ajde, so še vedno neki ljudje, ki so potrdili oziroma odobrili ta trade. Po eni strani kar malo prav jim je, ne. Ker Luka je imel šampionsko ekipo okoli sebe. Sem praktično prepričan, če bi ostali skupaj, bi imeli možnosti. Zdaj pa je zgodba obrnjena na glavo. Luka v drugi ekipi, Davisa pa tam več sploh ni. Spodaj pokomentirate, kakšen všeček, da malo spodbudimo algoritem, in to je to. Čau. Šliko, čau.